Michael Koberger, z Brianom Kobergergim, Brianom Prism Kobergergim, Kohberg. To je oče Briana Kobergerja v glasovnem sporočilu po umoru 4 študentov Univerze v Idahu. To je eden izmed novih zapisov z Washingtonske državne univerze, kjer je Koberger študiral kriminologijo. Ti zapisi nam omogočajo vpogled v dogajanje na šoli po umorih in po aretacijah, ter kako so policisti dejansko opazili Kobergerjev avto tedne pred njegovo aretacijo. Sem Angelette Levy, Intuya Law and Crime. Preden se lotimo teh stvari o Brianu Kobergerju, vam želim povedati o tej aplikaciji, ki mi je všeč in jo uporabljam. Imenuje se Upside in vam vrača denar za stvari, ki jih ves čas kupujete, kot so gorivo, živila in celo hrana za seboj. Tukaj je, kaj naredite. Brezplačno si prenesete aplikacijo Upside. Izberete ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100.000 lokacij, plačate kot običajno svojo kartico in nato potrdite nakup. Denar, ki ga boste dobili nazaj, boste videli neposredno v aplikaciji. Recimo, da moram natočiti gorivo ali pa si eno noč zaželim hrane za seboj. Najprej bom poiskala ponudbe v aplikaciji Upside. Ko opravim nakup, se denar pojavi v moji aplikaciji in ga lahko neposredno prenesem na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju letno zaslužijo $254 nazaj. Kdo lahko to preseže? Da začnete prejemati vračilo denarja, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo, ki jo vidite na zaslonu in uporabite naš promocijski kodo CrimeFix, da prejmete dodatnih 25 centov nazaj za vsak galono pri prvem točenju goriva. 13. novembra 2022 je klic policiji v Moskvi v Idahu spremenil vse. 4 študentke Univerze v Idahu so bile najdene v najemni hiši na King Roadu zabodene do smrti. To je vrsta zločina, ki bi šokirala ljudi tudi v velikem mestu. Toda to je bil Moskva, študentsko mesto, kraj, kjer ljudje niso zaklepali svojih vrat. A to se bo spremenilo. Mary Mogan, Kaylee Gonzalez, Ethan Chepin in Ksana Kornodel so bili dan prej na veliki nogometni tekmi, zabavali so se, družili, počeli to, kar počnejo študentje. Ure kasneje so bili mrtvi, zabodeni v svojih posteljah. Ksana se je dejansko borila za svoje življenje, zabodena je bila več kot 40-krat. Začelo se je iskanje morilca, čas je bil ključnega pomena. Nihče ni vedel, so v tistih zgodnjih dneh preiskave vedeli, da je morilec le nekaj mil stran, kjer je študiral na Državni univerzi Washington v Pullmanu, tik čez mejo zvezne države. Njegovo ime je Brian Koberger. Bil je doktorski študent kriminologije, celo asistent pri pouku in po hodnikih VSU je hodil, kot da se ni nič zgodilo. Od decembra 2022 smo večkrat zahtevali dokumentacijo od VSU, da bi raziskali čas, ki ga je Brian Koberger preživel tam in poskušali izvedeti več o tem, kaj je počel in ali je šolska uprava sploh kaj posumila. WSU nam je pred kratkim posredovala novo serijo dokumentov. Nekateri dokumenti vsebujejo stvari, ki jih prej še nismo videli, na primer informacije o 2 policistih, ki sta njegovo belo elantro opazila na podlagi policijskega biltena le nekaj tednov po umorih. K temu bom prišla kmalu. Zdi se, da je bila to velika zamujena priložnost, vendar so potekale tudi interne razprave o umorih in zaskrbljenost staršev študentov, da je morilec še vedno na prostosti. In univerza, vsaj po mnenju enega od staršev, o tem ni prav veliko komunicirala. Vse to bom podrobneje razložila, a najprej se vrnimo čisto na začetek. Bil je 13. november 2022, tik pred poldnevom. Klic na 911 so opravile sostanovalke Mary, Kaylee in Kazane. Policist iz Moskve je odšel do hiše na King Roadu. Kaj se spomniš, da si videl? Spomnim se, da sem bila v svoji sobi in sem poskušala iti spat, ko sem slišala Kylie, ki jo je njena naslednja punca hitro odpeljala. Katera je tvoja soba? Kaylee. Katera je tvoja soba? Si bil v tisti sobi Moja soba. Ne, Hanine soba. Moja soba. in tvoja soba je prav tukaj. Mislim, da je to tvoja. Soba. Drugo nadstropje. V redu. Vse, kar sem slišala, je bilo, da sem jo slišala iti gor po stopnicah, pa sem si rekla, v redu, zdaj bom šla spat, ker gre ona gor. Kaylee in Pez Murphy. In gor po stopnicah čist na vrh. Ja, tam je njena soba.
V redu. In potem, ko sem šla proti njeni sobi, sem zaslišala njen krik in stekla je po stopnicah dol, ker je nekoga videla. Prepričana sem, da je to rekla. Rekla je, da je nekdo tukaj. In zakričala je, ter stekla po stopnicah dol. In poklicala sem njeno ime, skočila sem po konci in zaklenila vrata, ker me je bilo tako strah. Potem sem slišala nekoga v kopalnici in slišala sem, da joče. Slišala sem, kako je nek fant rekel, da bo vse v redu, pomagal ti bom. In še naprej sem klicala njeno ime, a se ni odzvala. Potem sem za trenutek odprla vrata in videla tega fanta. Ni bil izjemno visok, ampak je bil oblečen v črno in imel je masko, ki mu je prekrivala čelo in usta. Zaklenila sem vrata, poklicala in nisem vedela, kaj naj naredim. To je kar grozno. 4 ure zjutraj. Ja, V redu, opisi moškega, ki si ga videl. mislim, da ni bil kaj dosti višji od mene. In... Nisem ga mogla dobro videti, ampak sem skoraj prepričana. Nosil je popolnoma črna oblačila in imel je masko, ki mu je prekrivala čelo in usta. Ni mi nič rekel, prav nič. Samo zaprla sem vrata in jih zaklenila. Rekel je, kaj želi narediti. In mislim, da je šel ven skozi stranska vrata, tista drsna vrata v kuhinji, ki vodijo na dvorišče. Takrat nihče ni vedel, ampak tista oseba, oblečena v črno, je bil študent doktorskega študija na Univerzi Zvezne države Washington, Brian Kohberger. Te selfije, na katerih je oblečen v črno, so kasneje pridobili iz njegovega mobilnega telefona. Manj kot 3 ure potem, ko je izvedel za umore, je bil načelnik policije VKVSU Gary Jenkins v stiku z načelnikom policije v Moskvi. Jenkins je v sporočilu napisal: "Ugotovil sem, da nimam Tysonove številke mobilnega telefona, zato bi bil hvaležen, če bi me ti ali Tyson lahko poklicala." Tyson je bil eden od vodilnih v oddelku. Fry in Jenkins sta ostala v stiku skozi celotno preiskavo, do 15. ure. Tistega popoldneva je načelnik Jenkins pisal nekomu na VSU glede objave opozorila za študente in osebje, da jih obvestijo o umorih v Moskvi. Besedilno opozorilo je navedlo: "Policijska uprava v Moskvi preiskuje umor v bližini kampusa Univerze v Idahu, ni znanih nobenih groženj za skupnost WSU Pullman." Ta oseba, Jason Sampson, je kasneje podvomil o informacijah, ki so jih posredovali skupnosti WSU, malo po 18. uri. 13. novembra je Sampson pisal načelniku Jenkinsu: "Obe strani sta posodobljeni. Vprašanje, glede na to, kar sem prebral, zakaj to ni obravnavano kot še vedno prisotna grožnja? Ali to pomeni, da se ne zdi naključno, če bi poznali dokaze? Samo me zanima." Načelnik Jenkins je odgovoril: "Da, v bistvu je tako." Sampson je odgovoril: "To je bilo za osebno razumevanje, nisem želel podrobnosti, samo poskušam razumeti logiko tega, kako smo sporočilo podali." Načelnik Jenkins je na to napisal: "Sama ne vem veliko, moram se zanesti na svoje stike na policiji v Moskvi, da mi posredujejo točne informacije." Medtem ko se je vse to dogajalo, vemo, da je Brian Kohberger tisti dan obiskal Costco in trgovino z živili. 16. novembra, 3 dni po umorih, je načelnik Jenkins napisal pismo študentom in zaposlenim na WSU. V njem je pisalo: "Skupnosti kampusa Washington State University v Pullmanu, smrti 4 študentov Univerze v Idahu pretekli konec tedna, so pretresle in užalostile skupnost WSU." Medtem ko primer aktivno preiskuje policijska uprava v Moskvi, je bilo objavljenih le malo podrobnosti o tem, kako in zakaj se je to zgodilo, ter kdo je zagrešil ta grozovita dejanja. Če bi obstajala kakršnakoli grožnja za javnost, bi naša uprava in policijska uprava v Moskvi proaktivno opozorili javnost. Vendar so me iz policijske uprave v Moskvi zagotovili, da na podlagi informacij iz njihove predhodne preiskave, preiskovalci menijo, da je šlo za posamičen ciljan napad in da ni neposredne grožnje za širšo skupnost. To pismo je bilo napisano 3 dni po začetku preiskave in glede na moj pregled vseh policijskih poročil, policija v Moskvi ni imela nobenih osumljencev. Preiskovali so ljudi, kot bi to storila vsaka policijska uprava. Imeli so le enega pravega osumljenca, vendar so ga kasneje izločili z DNK testiranjem. Medtem pa je Brian Kohberger ves čas hodil naokoli po WSU. In potem, ko je Kohberger priznal krivdo in bil obsojen, so preiskovalci povedali, da niso našli nobene povezave med njim in katerokoli od žrtev in še vedno ne vedo, zakaj si je za tarčo izbral tisto hišo na King Roadu.
9 dni po umorih je en zaskrbljen starš pisal na WSU z vprašanji. Mama je napisala: Imam 4 vprašanja, na katera potrebujem odgovore čim prej, da bi lahko sprejeli najboljšo odločitev za varnost naše hčerke. Prvo vprašanje: kakšen je načrt VSU za preprečevanje nevarnosti za študente VSU? Drugo vprašanje: kakšen je nov varnostni načrt za VSU, poleg tega, da naj študenti med hojo gledajo okoli sebe in ostanejo pozorni? Tretje vprašanje: katere možnosti imajo študenti na VSU za nadaljevanje semestra, če menimo, da ni varno, da je naš študent tam? In četrto vprašanje: kako lahko WSU meni, da sta kampus oziroma Pullman varna, če je policija odkrito povedala, da ne more zagotoviti varnosti nikomur na območju Palus? Nazadnje, glede na to, kar se je zgodilo včeraj, se zdi, da se varnostna situacija še naprej slabša. Kakšno je stališče VSU glede tega? Kot starši nismo prejeli veliko obvestil strani WSU. Ne menimo, da 5-minutna ali 5-milska razlika med kampusoma pomeni, da je eden varen, drugi pa ne. Univerza v Idaho vsak dan objavlja, kaj počnejo za svoje študente in njihove družine. Nas v Boiseju novinarji sprašujejo, ali bomo dovolili svojim otrokom, da se vrnejo nazaj. Težko se je odločiti, ko VSU ne zagotavlja informacij. Hvala, da ste si vzeli čas za odgovor. Upam, da se oglasite pred soboto, ko naj bi se naša hči vrnila. Cenim vaš čas in vaše odgovore na moja vprašanja. E-pošta je bila posredovana administratorju, da jo obravnava, in to ni bilo edino sporočilo, ki ga je VSU prejela. Tukaj je še glasovno sporočilo. Ime moje hčere je: ne želim, da se vrne na Washingtonsko državno univerzo za ta semester zaradi situacije v Moskvi. In me lahko prosim pokličete nazaj? Moje ime je? Osumljenec še ni bil prijet in moja hči živi v Najemniški hiši s 5 drugimi dekleti. In kakšne so naše možnosti, da semester zaključimo doma? Sploh se ne počutim varno. In rada bi šla z njo, ampak ne morem. Res potrebujem vašo pomoč. In to je edina številka, na katero se lahko spomnim. Najlepša hvala. In prosim, pokličite me nazaj. Zdaj ne vemo, kdaj je bilo to glasovno sporočilo puščeno, ampak moralo je biti pred božičnimi počitnicami. Do konca novembra je imela policija sled, posnetek belega avtomobila, ki se je vozil po soseski King Road v času umorov. FBI ga je identificiral kot belega Hyundai Elantro, letnik med 2011 in 2013. Dejansko je 2 tedna po umorih to obvestilo bilo poslano policiji WSU, policiji v Moskvi in policiji v Pullmanu, kjer so policiste prosili, naj iščejo tisti beli Hyundai Elantro. Bilo je označeno kot zaupno za organe pregona. Ne razširjajte in ne ustavljajte vozila ali vzpostavljajte stika z voznikom. Policija v Moskvi teh informacij ni razkrila javnosti vse do 6. decembra. So pa to poslali drugim organom pregona kot zaupno obvestilo z navodilom: pokličite nas, če to opazite. Ti zapisi z univerze WSU kažejo, da je imela univerza v svoji evidenci podatke o vozilu Briana Kobergera. Dejansko sta že v nekaj urah po prejemu tega obvestila 2 policista z WSU iskala to vozilo. Po aretaciji Kobergerja je policijski narednik iz Moskve, Brett Payne, v izjavi zapisal, da je policist z univerze Washington State, Daniel Tiango, kot rezultat te poizvedbe preveril bele Elantre, registrirane na VSU. Našel je belo Elantro letnik 2015 s pennsylvansko registrsko tablico. To vozilo je bilo registrirano na Briana Kobergerja. Ampak tukaj je nekaj res nenavadnega, ker ni samo Tiango iskal to vozilo in ga našel. Vemo tudi, da je drug policist dejansko odpeljal do stanovanjskega kompleksa in osebno videl vozilo. Videl ga je, vendar nobeden od njiju ni poklical moskovske policije, da bi to prijavil. Julija 2025 sem o tem vprašala načelnika Jenkinsa. Poglejte. Obvestilo za iskanje je bilo izdano novembra. Nekaj tednov po umorih, in sicer samo za organe pregona. In nekaj policistov z državne univerze Washington je dejansko opazilo, da je na kampusu bel Hyundai Elantra, ki ga je imel v lasti Brian Koberger. Bilo je drug letnik, kot so ga iskali.
Ampak mi lahko razložiš, kaj se je zgodilo s tem? Ker je to omenjeno v zapriseženi izjavi o utemeljenem sumu, ampak se mi zdi, da je glede tega veliko zmede, ker ljudje mislijo, torej so ga gledali že tako zgodaj. Ampak mislim, da temu res ni tako, ker so potem to javno objavili kot obvestilo za iskanje 7. decembra. Prav. Obvestilo za iskanje, ki smo ga dobili mi, je bil, mislim, enak tistemu, ki je bil kasneje objavljen za javnost. Ampak to je bilo 28. novembra. Poslali so obvestilo za iskanje lokalnim organom pregona z vozilom, ki jih je zanimalo, in ga označili kot zaupnega za organe pregona, kar pomeni, da ga ne smemo deliti zunaj skupnosti organov pregona. Opis vozila je bil bel Hyundai Elantra, letnik med 2011 in 2013. In eden od naših policistov je v 16 urah po prejemu tega obvestila, eden od naših policistov je preverjal našo bazo podatkov o parkiranju, ki vključuje informacije o vozilih, ki imajo dovoljenja za parkiranje ali plačujejo parkirnino na kampusu. In našel je belega Hyundaia Elantro s pensilvanskimi tablicami, registriranega na Briana Kohbergerja, vendar je bil letnik 2015. Tako je bilo opozorilo zelo natančno glede znamke vozila, modela, letnika in barve. Zato tega ni prijavil kot namig. Kasneje pa to je bilo med nočno izmeno. Kasneje pa je med dnevno izmeno eden od naših policistov vozil naokoli in videl isto vozilo, parkirano v študentskem naselju za podiplomske študente. In spet ni bilo znotraj določenih datumskih parametrov. Tako tisti dve policistki nista poslali teh informacij policiji v Moskvi zaradi neskladja v datumu ali letniku modela. Tako je, ja, ni bilo poslano na njihovo telefonsko številko za namige. Torej, policistka Tiango in narednica Whiteman sta 2 tedna po umorih na kampusu odkrili bel Hyundai Elantro, ki je pripadal Kohbergerju, in tega nista prijavili. Če bi to prijavili policiji v Moskvi, bi lahko bil Kohberger identificiran kot možni osumljenec veliko prej kot 19. decembra, ko se je njegovo ime pojavilo pri FBI-jevem testiranju genetske genealogije. Nedavno sem o tem vprašala Chrisa McDonoughja, voditelja oddaje Interview Room. Mislim, da so o tem že govorila, Anžet, v eni od prejšnjih oddaj s tabo. To je bila, po mojem mnenju, velika preiskovalna napaka. In to ni bila le napaka v smislu, da tega nismo prijavili naprej. Prav. Policisti so opravili svoje delo. Našli so avto. Oni so šli do avta. Nekdo od nadrejenih je sprejel odločitev in rekel, naj ne kontaktirajo lastnika tega avta. In na to so tej odločitvi, po mojem mnenju, dodali nesmiseln izgovor, da je bilo to napačno leto. V redu. No, kaj pa je potem bolj pravilno navedel? Iščemo bel Hyundai. Na tem območju, karkoli na tem območju, v redu, okoli možnega časa zločina. Predpostavljamo da tudi Washingtonska državna univerza v tistem e-poštnem sporočilu ni iskala posnetkov tega avtomobila v noči zločina. V redu. In kaj po mojem mnenju počne načelnik? Ve, da niso naredili le velike napake, ampak so vse skupaj zapravili, ker bi lahko imeli, in ne rad to rečem za katerokoli policijo. Jaz podpiram policijo, ko imamo prav. In tudi povem, ko nimamo prav. V redu, to je naša odgovornost do javnosti. In ta načelnik dolguje javnosti in družini, da reče, veste kaj, nismo naredili le napake. Imate prav. Moral bi iti in potrkati na vrata tistega človeka, na katerega je bilo registrirano tisto vozilo in je živel v tistem stanovanjskem kompleksu. Ker Bog ne daj, po tisti noči, če bi ubil še koga drugega, bi imel tisti načelnik na dolgi rok res velike težave. In nekdo je sprejel poveljniško odločitev in rekel, v redu, imate avto. Imate avto, ki ustreza opisu. Je bel? Ja. Kje je? Tukaj je, v redu. Ugotovite, kdo je lastnik, zaslišite to osebo in pošljite to v Moskvo. To je bil ustrezen protokol.
Vemo, da je po umorih Brian Kohberger temeljito čistil svoj avto, FBI pa ga je razstavil zaradi preiskave, vendar v njem niso našli nobenega DNK žrtev. Tako je bilo tam morda izgubljenega nekaj dragocenega časa. Po aretaciji Kohbergerja 30. decembra 2022 je načelnik Jenkins poslal elektronsko sporočilo glede omembe policistov v izjavi pod prisego. V elektronskem sporočilu je zapisano, da izjava pod prisego opisuje odlično delo policista Tianga in narednika Whitmana pri iskanju morebitnega vozila osumljenca, ki je bilo, kot se je izkazalo, dejansko osumljeno vozilo. Upoštevajte, da časovni potek iskanja vozila v izjavi pod prisego ni povsem pravilen. Izjava pod prisego navaja, da so bile lokalne policijske agencije pozvane, naj iščejo osumljeno vozilo 25. novembra, čeprav jih v resnici za to niso zaprosili vse do jutra 28. novembra. Kmalu po prejemu e-pošte od policije v Moskvi sem poslala e-pošto z opisom vozila. 28. novembra ob 8:24 je Tiango 29. novembra ob 00:28 preverila Kohbergerjevo registrsko tablico približno 16 ur kasneje, ne 3 dni. In narednica Whitman je opazila vozilo pri Kohbergerjevem stanovanjskem kompleksu 29. novembra ob 00:58. Odlično opravljeno delo. Jenkins na to govori o tem, kako sodeluje z vsemi temi oddelki v skupnosti WSU, da bi sodeloval s študenti in osebjem ter jim pomagal pri vsem, kar bi morda potrebovali. Nato napiše, da z vidika WSUPD nudijo zagotovilo, da so tukaj zaradi njihove varnosti in da so tukaj, da jim pomagajo pri vseh zaznanih varnostnih grožnjah ali motnjah, vključno z nadlegovanjem strani medijev. Ko prehajamo iz leta 2022 v leto 2023, vas prosim, da se vsi ozrete nazaj na preteklo leto in se spomnite težkih časov, ki jih je ta oddelek prestal, nato pa poglejte, kje smo zdaj. Vsi ste dokazali, da ste odporni in predani svojemu poklicu. WSU in WSUPD. Zdaj bi morali vsi iskati priložnosti, ki bodo spremenile pogled drugih na WSUPD. Težave iz preteklosti nas ne bodo opredelile. Prav izjemno delo Tianga in Whitmana postavlja WSUPD v ugodno luč na nacionalni ravni. To je strokovno in disciplinirano delo članov regionalne enote SWAT, ki so naredili, kar je bilo potrebno, da so rešili življenja. Ponovno, zelo verjetno je, da bi lahko bil Kohberger identificiran kot osumljenec že konec novembra, če bi ti policisti sporočili informacije o Elantri, kljub razliki v letniku modela. Jure po aretaciji G. Kohbergerja v Pensilvaniji 30. decembra 2020. Dva je začasna pomočnica podpredsednika za študentske zadeve na VSU napisala to pismo, da bi Kohbergerja obvestila, da mu VSU izreka izredni suspens. Jennifer Hyatt je zapisala, da je uvedla izredni suspens, ker je bil Kohberger obtožen umora Kaylee Goncalves, Maddie Mogan, Zane Kernodle in Ethana Chapina, ter je bil dejansko aretiran že tistega jutra. Hyatt je povedala, da je bila obtožba teh kaznivih dejanj zagotovo kršitev standardov vedenja za študente VSU, saj obtožbe vključujejo zlorabo drugih ali motenje oziroma poseganje v delovanje univerze, univerzitetne skupnosti ter kršitev zakona. Hyatt je zapisala, da ima Kohberger 10 dni časa, da izpodbija odločitev, vendar vemo, da se to ni zgodilo, ker je bil v zaporu. Na isti dan in s tem pismom je bil Kohberger obveščen, da mu je prepovedano vrniti se na kampus. Policijska načelnica Jenkins je v obvestilu o prepovedi vstopa napisala: To opozorilo vas obvešča, da vam je prepovedan vstop na vsa območja kampusov Washingtonske državne univerze. To vključuje vse stavbe, pločnike, prehode, dvorišča, dovozne ceste in parkirišča ter katerokoli drugo lastnino kampusa Washingtonske državne univerze. To opozorilo začne veljati takoj in bo trajalo, dokler ne bodo rešene obtožbe glede študentskega vedenja in dokler ne boste prejeli pisnega dovoljenja za vrnitev na kampus. Po aretaciji Kohbergerja je njegov oče, Michael, dejansko poklical univerzo in povprašal o sinovem stanovanju. Poslušajte. Michael Kohberger, zvezi s Brianom Kohbergerjem, Brianom Christopherjem Kohbergerjem, K-O-L-B-E-Z-G-E-R. Naša domača telefonska številka tukaj je, Brian je prebival na, kar bi rad vedel, je. O njegovem stanovanju in njegovem statusu. To je prvo. Drugo, če na to vprašanje ne morete odgovoriti, razumem.
Če nas lahko preusmerite, Brianov telefon ni dostopen. Ne morete dostopati do njega ali njegove e-pošte. Po aretaciji je bilo tudi zaskrbljenost, da bi lahko Brian Kohberger še vedno imel ključe od stavb na kampusu. Načelnik Jenkins je verjel, da so ključi v Kohbergerjevem stanovanju in nameraval je ugotoviti, kako bi jih najbolje dobil nazaj. Fotografija ključa, ki bi ga moral imeti Kohberger, je bila priložena elektronskemu sporočilu. Zapisi VSU prav tako kažejo elektronsko sporočilo, ki je bilo poslano šolski skupnosti januarja 2023. V njem je bilo zapisano: zadnjih nekaj mesecev je bilo težkih in novica o aretaciji Briana Christopherja Kohbergerja, nekdanjega doktorskega študenta na VSU, kot osumljenca za smrt 4 študentov Univerze v Idahu, je pretresla naše skupnosti. Najprej in predvsem želim ponovno izraziti svoje iskreno sožalje družinam in prijateljem Ethana, Kaylee, Madison in Xane. Izguba teh mladih življenj nas je vse globoko užalostila. Vse naše zaposlene, osebje in študente spodbujam, da izkoristite vire podpore, ki so vam na voljo in so navedeni na koncu tega e-poštnega sporočila. Če vas skrbi za dobrobit študenta, prosim, delite informacije z mrežo za podporo študentom. Upam, da nam bodo prihajajoči dnevi in tedni prinesli dodatne odgovore in informacije o naravi tega dogodka. V naslednjih nekaj tednih pričakujem, da bodo številni člani naše družine Cougar, še posebej tisti, ki poznajo gospoda Kohbergerja, morda kontaktirani strani organov pregona, medijev in zaskrbljenih državljanov. Močno spodbujam vse, da v največji možni meri sodelujejo s preiskovalnim postopkom. V e-pošti so prav tako spodbudili, naj se namigi in informacije delijo s policijski upravi v mestu Moskov. Policija je opravila razgovore s profesorji, študenti in osebjem na VSU, ki so sodelovali s Kohbergerjem. Ugotovili so, da je veliko govoril o svojem področju študija, spolno motiviranih vlomih. Govoril je tudi o Tedu Bundyju in dejal, da je moral biti tisti, ki je zagrešil umore v Moskvi, precej dober. Preiskovalni zapisi so pokazali, da je VSU prejel 13 pritožb glede Kohbergerja, zaradi katerih so se študentje počutili nelagodno, še posebej ženske. Družine 4 žrtev zdaj tožijo VSU zaradi protipravno povzročene smrti. WSU je v tej tožbi zanikal kakršnokoli napačno ravnanje. Brian Kohberger prestaja 4 zaporedne dosmrtne kazni zaradi umorov Maddie, Kaylee, Ethana in Zane v najstrožje varovanem zavodu v Idahu, potem ko je julija 2025 priznal krivdo. In to je vse za to epizodo Law and Crime. Sem Anželet Levi, najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.